ta pripravek vitaminski pa bova sedaj dodala rdečo peso. Tako, za malico si bova pripravila eno tako mešanico. Ja, ribnik je nastal letos junija, ko smo združili moči 4 prijatelji in smo ročno izkopali. Sedaj smo pokrili gobo in bomo uporabili bučke, tako kot smo že tukaj, okrasne bučke. Danes bova z Dragico govorila o beti vulgaris ali rdeči pesi, kot rečemo po domače, tej zelenjavnici. Torej, že stari Rimljani so jo cenili glede zdravilnih lastnosti, pa morda kako so uradne študije potrdile to, ali je res toliko zdravilnosti v tej rastlini? V rdeči pesi je veliko vitaminov, mineralov in vlaknin ter seveda sladkorja, kajti rdeča pesa je sorodnica sladkorne pese. Rdeča pesa vsebuje približno 7% sladkorjev, zato je ne priporočamo sladkornim bolnikom, ker ima tudi srednje visok glikemični indeks, kar pomeni, da nivo sladkorja v telesu zelo hitro naraste. Drugače pa vsebuje, kot sem prej rekla, vlaknine, kar pomeni, da ugodno deluje na prebavne težave, to pomeni pri zaprtju. Velikokrat jo uporabljajo tudi pri vročini, vendar v ta namen niso nobene študije potrdile učinka, čeprav jo pač ljudje uporabljajo v obliki napitkov. Drugače pa vsebuje pesa, kot sem rekla, ogromno vitaminov in mineralov. Med minerali bi rada izpostavila kalij, ki ugodno deluje na delovanje srca in ožilja. In z tega stališča ni strte izvito, da deluje ugodno na srce in na ožilje. Po drugi strani pa beta vulgaris, rdeča pesa, vsebuje tudi veliko rdečih barvil, med njimi je najpomembnejši betain, ki ugodno deluje na homocistein, to pa je učinkovina oziroma aminokislina v telesu, ki je odgovorna za zaplete pri srčni kapi, pri možganski kapi in pa za težave pri perifernem ožilju. Ta homocistein se pretvori s pomočjo betaina, ki ga je v rdeči pesi res veliko, v metionin in na ta način se potem tudi izplavi iz telesa. Menda pa rdeča pesa vsebuje tudi veliko železa. Da, vsebuje ogromno železa, čeprav tukaj bi pa rada poudarila oziroma povedala o zmoti, da je hrana rastlinskega izvora odličen izvor železa. Res ga vsebuje veliko, ampak je železo v rastlinah v vtatni obliki. To pomeni, da ga mora potem telo pretvoriti v tako obliko, ki je za naše telo primerno, da se resorbira v kri. Zato so boljši viri železa v mesu, ker je železo vezano v kemijsko obliko in takoj pripravljeno za vsrkavanje v kri. Vsebuje pa rdeča pesa veliko folne kisline, ki je tudi odgovorna za dobro krvno sliko. Folne kisline je v 100 gramih približno 300 mikrogramov, kar je res veliko. Pri bolnikih, ki so zboleli za rakom, nekako kar ogromnokrat vidim, da se uživa pesin sok. Ja, pesin sok se v tem primeru uživa za izboljšanje krvne slike, obenem pa tudi, prej sem govorila o betainu. Betain na nek način dvigne razpoloženje in veš, da je dobro razpoloženje pri kroničnih bolnikih bistvenega pomena. Pa da ti povem še eno novico. Že dolgo se namreč nisva videla in zato sem ti pripravila torto iz rdeče pese in črne čokolade, ja, ki tudi dvigne razpoloženje, kajti črna čokolada vemo, da vsebuje bromeluin, ki je zelo podoben serotoninu, serotonin pa je hormon sreče, zato poznamo veliko čokoholikov. Torej, v ta pripravek vitaminski pa bova sedaj dodala rdečo peso. Tako, o tem še nisva nič govorila, za malico si bova pripravila eno tako mešanico rdeče pese, korenja rumenega in rdečega. Še predhodno, da povem, to je tisto korenje, ki smo ga v oddaji februarja sejali v sneg. Sneg, tako. To je produkt te zgodnje zimske setve rumenega korenja. Zdaj smo rekli, rdeča pesa vsebuje vlaknine, vsebuje betaine, vsebuje folno kislino, vsebuje železo, vsebuje kalij, kalcij, fosfor, magnezij.
Tako da je pa tako, da betain je termolabilen in s kuhanjem veliko tega dobrega betaina zgubimo in zato je v redu, da rdečo peso uživamo, če se le da surovo. Dodala bova tudi korenje. V korenju je veliko beta-karotena, ki je antioksidant, prav tako kot betain, ki je tudi antioksidant. Potem bova dodala zeleno, ki je, poznamo, da je diuretik, to pomeni, da povzroča izločanje odvečnih tekočin iz telesa. Začinila bova z soljo, namesto kisa bova pa prelila z sokom limone. Za dodatek bova pa še potem dodala nekaj krhljev narezanih mandljev. Če bi želela mogoče solato, ki vsebuje veliko silicija, prej nisem povedala, da je v rdeči pesi tudi veliko silicija, bi lahko dodala še proseno kašo in bi imela odličen pripravek za boljšo strukturo las, nohtov, kože in vezivnega tkiva. Premešamo in najina malica je pripravljena. V tej malici pa le še vsak košček torte in to je to. In to je to, da. In dobro razpoloženje nama danes ne uide. Kljub vremenu. Kljub vremenu. Včasih so rdečo peso dajali tudi kot obloge na rane. V Hipokratovih časih je bilo to kar običaj. Sedaj pa rdečo peso uporabljajo tudi v obliki različnih juh. Posebej značilna je ukrajinska juha pod imenom boršč, kjer je poglavitna sestavina rdeča pesa. Takole. Sedaj pa za dobro nadaljevanje dneva, ker prej sva rekla, betain izboljša razpoloženje, čokolada, bromeloin izboljša razpoloženje, kot pikica na i pa še malo smetane, čeprav vemo, da pač smetana ni najboljše živilo, ampak v tem primeru je ustrezno. Pa dober tek. Dober tek. Dobra, ne? Pred zmrzaljo za aktinidije poberemo kivije. Marjan Kogelnik sadeže zloži v lesene zaboje, ki jih je za ustreznejše shranjevanje znižal. Kivije pregleda in loči po velikostih na največje, srednje in najmanjše sadeže. Najslajši so najdrobnejši, ti se tudi najhitreje zmehčajo. Zaboji so zdaj napolnjeni, potem jih pa dam, sam sem nekako ugotovil, da za tole velikost zabojev je najprimernejša 90-litrska vrečka. In zdaj to zaprem. Če bi bilo zelo vlažno, bi lahko v vrečko nabil nekaj luknjic, ampak jaz najprej pustim vrečko celo in potem pri kontroli ugotovim, če se nabira vlaga, pustim vrečko odprto ali pa naredim celo luknjice. V nasprotnem primeru pa jo zdaj popolnoma zaprem za začetek. Zaboje postavi v klet s temperaturo od 4 do 8 stopinj Celzija. Tam se kiviji medijo vsaj mesec. Šele na to plodove, ki jih namerava pojesti, prenese v topel prostor ali položi med jabolka, da se dobro zmehčajo. Za nami je letošnji že 9. izbor za najlepši ribnik pri nas. Oktobra smo v oddaji predstavili 8 finalistov. O tem, kateri ribnik je najzanimivejši, pa ste odločili vi, gledalci in glasovalci. Gledalci oddaje Na vrtu v izboru Naj ribnik ste prvo mesto tokrat podelili gospe Sonji in gospodu Tomažu Benkovič v Filovce. Jaz sem v imenu organizatorja in našega sponzorja čestitam za prvo mesto za letošnjem izboru in prejmete vrednostni bon našega sponzora Trajnice Golob Klančič. Hvala lepa. Čestitke tudi z moje strani, pa morda še nekaj o vašem ribniku, da malo ponovimo, kdaj je nastal. Ja, ribnik je nastal letos junija, ko smo združili moči 4 prijatelji in smo ročno izkopali ta ribnik. Počasi smo ga začeli urejati, predvsem z ženo Sonjo. Ta izgled, ki je pač nam prinesel to nagrado, nam kar veliko pomeni. Poleti tudi, ko je bila suša, da je kar nekaj divjih živali, od srni, jelenov, divjih zajcev
da so prišli k ribniku in so se napajali z vodo. Sonjin in Tomažev ribnik je star komaj nekaj mesecev, zato se rastlinje še ni bujno razraslo. Tudi lipa, posajena ob njem, bo za še bolj ponosno držo potrebovala nekaj let. A je narejen s srcem, Tomaž ga je s prijatelji nekega sončnega dne sam izkopal in oblikoval, v predstavitvi pa o njem povedal. Torej, narejen je nekje dimenzije 3x4 metre, terasaste oblike je tako ovalne oblike. Ob ribniku se ureja tudi okolica, posadili ste lipo in uredili podest. Tako je, podest je tudi za malo lepši izgled in pa tudi za lažje hranjenje in pa seveda uživanje ob samem ribniku. Lipa je tudi dokaj mlada, vendar nekako sovpada tudi z simboliko našo, se pravi Slovenijo. In pa tudi seveda ribam je potrebno ribnik imeti malo tudi v senci. Iz Prekmurja pa tokrat na Hočko Pohorje do gospoda Darka Lamota, ki je prejel drugo nagrado po izboru naših gledalcev. Torej, Robi, kaj vsebuje nagrada? Iskrene čestitke za osvojeno drugo mesto v imenu sponzorja in pa organizatorja. Najlepša hvala. Predvsem hvala vsem, ki so glasovali za nas. Bilo je presenečenje, pozitivno presenečenje, nismo pričakovali in zato še enkrat najlepša hvala vsem tistim, ki so glasovali za nas in nam dali na nek način s tem priznanje in pa spodbudo, da se še bomo naprej veselili in kaj postorili okoli našega ribnika. Pa morda še nekaj besed o tem, kaj boste postorili v ribniku še pred zimo. Ja, v naslednjih dneh nas predvsem čaka odstranitev vodnih črpalk. Treba je odstraniti obe dve črpalki, jo očistiti, jo dati v vedro, da bosta prezimili. Potrebno bo tudi rastlinje malo prikrajšati in na ta način je praktično bo ribnik pripravljen na zimovanje, ribice pa tudi. V Sloveniji živimo, kjer imamo 4-letne čase in temu primerno moramo lastniki ribnikov tudi pripraviti naš ribnik na prezimovanje. Črpalke, ki jih imamo v ribniku, izklopimo, predvsem v tistem času, ko se temperature konstantno spustijo nekje okoli 0 stopinj tudi čez dan. Črpalke spustimo na tisto globino v ribniku, kjer se ne naredi ledena skorja, saj v nasprotnem primeru lahko pride do okvare črpalke. Filtre odstranimo, jih očistimo, pri tem potrebno poudariti, da moramo obvezno odstraniti UV napravo, eventualno tudi e-tronic napravo, vkolikor jo imamo vklopljeno v sistem delovanja ribnika, kakšni ozon tehniko oziroma kakšne druge naprave. Zakaj je to zelo pomembno? Predvsem zaradi tega, ker vse te naprave so pretežno sestavljene tako, da preko steklenega ohišja teče voda in če stekleno ohišje čez zimo zamrzne, potem pride do poka, posledično pride do okvare teh naprav. Rastlinski del porežemo tako, da stebelni in listnati del porežemo nekje 10 do 15 cm nad korenino in tako rastlina potem prezimi do naslednje sezone. Ribe hranimo vse do takrat, ko so ribe aktivne, kar pomeni, da plavajo na vodni gladini in iščejo hrano. Temperature, ki so primerne še za hranjenje rib, so nekje okoli 15 stopinj vode, ampak to ne pomeni, da jih še en dan hranimo, drug dan pa ne. Ponekod se tudi zgodi, da lahko ribe hranimo tudi v tistem času, ko se voda spusti pod 7-5 stopinj, ampak ker so ribe manj aktivne, tudi damo manjši odmerek hrane in pa potem postopoma prenehamo z hranjenjem, kar pomeni, da v zimskih mesecih ribe ne hranimo. Pred zimo je zelo pomembno, da naredimo še dve meritvi vode. Meritev karbonatne trdote vode, drugo je skupna trdota. To pa predvsem zaradi tega, da ribam omogočimo čez zimo čim bolj idealne pogoje. V ribniku plavajo azijske ribe, ki imajo rade malce tršo vodo. Tudi karbonatna trdota je zelo pomembna, saj mora biti venomer nad 5. Vkolikor je pod 5, je voda v samem ribniku zelo nestabilna in potem tudi vsak majhen poseg v ribnik lahko pride do velikega preskoka pH-ja, zato je zelo pomembno, da skozi vso leto in tudi skozi zimo, v zimskem času držimo karbonatno trdoto nad 5.
Kako jo izmerimo? Zelo enostavno, zajamemo 5 ml vode iz našega ribnika in na to izvajamo meritev z titriranjem, kar pomeni, da dodajamo kapljice. Kapljice štejemo in ko pride do preskoka barve, ugotovimo, kakšna je naša karbonatna trdota vode. Voda se obarva rumeno in toliko kapljic, koliko smo dodali, toliko je naša karbonatna trdota. V tem primeru smo dodali samo 3 kapljice in voda se je že obarvala, kar pomeni, da karbonatna trdota samo 3. Druga meritev izmed mnogih, ki bi jih lahko izvajali v ribniku, je pa še skupna trdota. Skupna trdota je zopet zelo pomembna, ker v tem ribniku plavajo ribe, ki imajo rade malce tršo vodo. In v tem primeru sploh ne moremo jo očitati, kar pomeni, da je skupna trdota nič. Z ozirom, da ta ribnik postavljen na pohor, ker je že voda iz same pipe zelo mehka, ta podatek ni presenetljiv. Lastnik tega ribnika lahko skupno trdoto dvigne zelo enostavno z dodajanjem soli. Na to količino vode, ki je v tem ribniku, to je tam nekje od 800 do 1000 litrov vode, se lahko brez problema doda še pred zimo 1 kilo soli. Tretje mesto je pripadlo ribniku v Murski Soboti. Ribnik je nekje 6x6 metrov, najglobja točka na sredini je 1,70 m po diagonali, tako da ribe prezimijo brez problema. Nekje 12 do 13 tisoč litrov vode je noter. Ni pomemben samo vodni del, tudi obvodni del, kako ste ga urejali? Okolico smo urejali počasi smo nasadili razne rastline. Čisto v začetku je bil praktično gol, samo za kamni. Skale so z Bele krajine, navožene, ker pri nas se nažalost ne dobijo. Ribnik stoji tukaj ob vodnjaku, tako da ste nekako ga dali ob že obstoječi motiv, ki je verjetno bil na vrtu. Ja, vodnjak je tu že od začetka, že ko se je hiša gradila, je bil narejen. Je pa zdaj novost, ker je vsa voda s strehe je po ceveh speljana v vodnjak, posledično je tudi poraba manjša, ker ne rabimo mestne vode za sam ribnik. Danes se bomo ukvarjali z jesenskimi aranžmaji, uporabljali bomo različne plodove, od majhnih do velikih, pogledali bomo, kako se pritrjujejo. Kaj sem vam danes pripravila? Nekoliko drugačen aranžma, mogoče zato, ker velikokrat tehtamo zdaj plodove, bo aranžma spominjal na tehtnico. Uporabila sem stiroporno kroglo, kot vidite, sem jo prekrila z volno. Tako na koščke smo narezali okrasen filc in ga pritrdili z bucikami. Upozorila bi, da z silikonskimi pištolami oziroma toplimi lepili ali pa z drugimi kemičnimi lepili se stiropor lahko stali, ga razje. S tem, ko smo to stiroporno polovičko krogle prekrili z tem okrasnim filcem, smo dobili neko tako mehko strukturo, drugačno, toplo. Sedaj imamo pripravljeno kroglo in jo bomo pritrdili na desko. Desko smo že vnaprej oblepili z listi, tako lahko naredite kakršenkoli podstavek iz lesa, oblepite ga z listi, lahko uporabite lepilo za les, lahko kakršnakoli druga lepila. Za pritrditev te krogle pa potrebujemo vijak. S podložko namreč, če imamo samo vijak, potem lahko naredimo v stiropor luknjo. Naša polovica je v redu pritrjena, sedaj pa zaradi tega, ker smo z buciko nekoliko prebodli stiropor, bomo stiropor zavarovali za folijo, v katero položimo gobo za sveže cvetje. Namreč nekaj bomo uporabili tudi zelenja, svežega zelenja, zakrijemo podlago in bomo tako potrebovali tudi gobo za sveže cvetje. Za nekaj galaks listi zakrijemo podlago. Kot vidimo, so barve harmonične, jesenske. Zelena je praktično nevtralna barva v cvetličarstvu, potem pa se prelivajo
tople barve v raznih odtenkih. Vkolikor potrebujemo kontraste, uporabimo kontrastne barve. Sedaj smo pokrili gobo in bomo uporabili bučke, tako kot smo že tukaj, okrasne bučke. Prej smo bučke že navrtali z svedrom, zaradi tega, da imamo čisto površino oziroma najmanjšo površino, s katero mi ranimo bučko. Namreč, vkolikor ne naredimo take majhne luknjice, potem lahko razceframo bučko in začne prej gniti. Ker je aranžma pravzaprav simetričen, imamo tudi nekoliko simetrično postavitev elementov in te bučke delujejo zelo težko, so tudi okrogle oblike delujejo težko in zato jih damo v bazo aranžmajev. Takole, aranžmaja sta pravzaprav že skoraj da gotova, pa vendarle vse te oblike delujejo težko. Da razrahljamo vse skupaj in da aranžmaji bolj zadihajo, bomo uporabili nekoliko manjše plodove različnih šipkov. To je rod rosa, od koder pravzaprav tudi izvirajo vrtnice, ki jih damo med te težke oblike. S tem pridobimo tudi na zunanjemu videzu aranžmaja oziroma zunanjemu prostoru aranžmaja. Sedaj imamo ločena aranžmaja, pa vendarle je vse lepo, če je povezano. Zato imamo tukaj pripravljeno še naravni šipek. Verjetno ga prepoznamo. Prej sem očistila tukaj trnov, zaradi tega, da pač lahko to zapičam v gobo in naredimo povezavo. Da mogoče pokombiniramo oziroma povemo še nekaj od oblik. Imamo statično obliko, temno barvo, ki deluje nekoliko bolj težje. Aranžma je usidran na podlago, nimamo občutka, da bi nam ušel. Dodamo še tukaj na tej strani volno, da povežemo posodo s samim aranžmajem, z barvo šipka in aranžma za kakšno jedilnico je gotov.